In prehajamo na 9. točko, seznanitev z delom Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Seznanitev je objavljena v gradivu številka 22, predlagatelj Komisija za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, poročevalca pa Žan Potočnik in pa Barbara Strajnar. Besedo ima Barbara Strajnar. Hvala lepa za besedo in lep dober večer vsem. Na 16. seji občinskega sveta občine Kamnik 14. aprila 2021 je občinski svet sprejel sklep o imenovanju Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Komisija se je najprej seznanila z razlogi vseh preteklih neuspelih poizkusov ustanovitve regijskega parka na tem območju in proučila različne možnosti za zaščito tega območja. Med člani komisije je bilo izraženo enotno stališče, da je to območje potrebno ohraniti in zavarovati prihodnjim rodovom, vsaj v taki obliki, kakršno je danes. Zakon o ohranjanju narave, na primer, pozna več oblik zavarovanja, narodni park, regijski park, krajinski park, obstajajo tudi druge oblike zavarovanja izven zakona, na primer biosferna območja. In z namenom, da bi se komisija seznanila, kako regijski park deluje v praksi, je bil izveden strokovni obisk Notranjskega regijskega parka septembra lansko leto. V Cerknici, kjer je sedež tega parka, sta nas sprejela sedanji direktor parka, to je Matevž Podjed, in pa direktor v času ustanovitve Tine Šajn, ki je med drugim tudi dolgoletni župan občine Cerknica bil. Predstavila sta delovanje parka in malo povedala, s kakšnimi izzivi so se soočali v času, ko so sprejemali park, in s kakšnimi izzivi se soočajo danes. Ta park je bil ustanovljen leta 2002, ustanovila ga je občina Cerknica samostojno. Sprva je v procesu ustanavljanja sodelovalo več občin, vendar je to postalo prezapleteno, zato so se odločili, da ga bodo ustanovili sami, se pravi občina Cerknica in seveda na delu območja njihove občine. Ustanovili so ga samostojno tudi brez države in tudi financira ga občina Cerknica. Poleg tega se pa financira še preko različnih projektov. V parku je danes zaposlenih poleg direktorja 15 ljudi, ki se ukvarjajo z področjem ohranjanja narave, 3 se ukvarjajo s področjem turizma in 3 s področjem kulture. Zelo sta poudarila, da od samega začetka do danes je temelj, na katerem delajo bistveno, komunikacija, dobra komunikacija med vsemi deležniki tega območja. Zelo veliko energije vlagajo v usklajevanje interesov. Njihov namen je bil, da so sploh ustanovili park, da v bistvu ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Poudarila sta, da je njihovo vodilo, da skupaj načrtujejo razvoj, varstvo narave, kulture in pa turizma. Ker če gre to vsako področje samostojno, na primer razvoj turizma, lahko dolgoročno seveda uniči naravo in to potem ni dobro niti za turizem. Kot vemo, v lanskem letu so se županje in župani občin Kamniško-Savinjskih Alp razpravljali o tem, da bi ponovno obudili postopke za ustanovitev regijskega parka na tem območju. Dejstvo je, da trenutno ni konsenza, ne med občinami, ne med prebivalci tega območja, zato aktivnosti za ustanovitev regijskega parka v tem trenutku niso smiselne. Zdaj, občina Kamnik bi tako lahko le samostojno pristopila k zavarovanju narave in to na območju samo svoje občine, seveda.
Na območju, se pravi, kjer bi želeli bolj zaščititi naravo, to je najbolj območje velikoplaninske planote in pa doline Kamniške Bistrice, bi tako lahko ustanovili mogoče krajinski park, seveda bi pa to moral biti popoln konsens, najprej politični, šele tako bi sploh lahko šli do prebivalcev, ki pa bi tudi se morali strinjati. Zdaj, jaz sem tajnica te komisije, mislim pa, da bi Žan Potočnik, ki je pa predsednik te komisije, mogoče še kakšno besedo na to temo rad povedal. Hvala lepa. Hvala, Barbara. Besedo dajem še Žanu Potočniku, ki je predsednik te komisije. Izvolite, Žan. Ja, hvala predsedujoči za besedo. Lep dober večer. Ja, res je, zdi se prav in tudi članom komisije se je zdelo pravilno, da vas malo seznanimo, kaj in koliko je bilo, bom rekel, v tem času narejeno. Zasedali smo, rekel, malokrat, ampak mislim, da so bili izkupički in pa terenski obisk naših srečanj, da je bil kar velik, saj jaz osebno tako mislim, da lahko pripeljemo tukaj do kakšnega napredka. Zdaj, roko na srce, vsi se zavedamo, da je to območje prekrasno in da ga bo enkrat treba na nek način zaščititi. Zdaj, če pogledamo samo dolino Kamniške Bistrice, kaj se dogaja, mislim, da ni to nikomur v ponos. Zdaj, pred kratkim sem bil, je tudi kar nekaj vozil, bom rekel, parkiranih avtodomov, izven območij in pa ta kopanje v Kamniški Bistrici, ki je prepovedano, vozila pa mislim predvsem tako, da so zapuščena, nekdo jih tam, rekel, odvrže in potem to tam stoji. Zdaj, mislim, da je lansko poletje bilo, kar sem jaz gor hodil na Veliko planino, na tem parkirišču nasproti gondole, celo leto je bil en odpadni avto tam in mislim, da take stvari nimajo tam kaj soditi. In pa samo območje Velike planine, poglejte, zadeva je prišla res tako daleč, da mislim, da smo pred ključnim trenutkom, ko bomo morali nekaj storiti, in leporečenje in te stvari ne bodo več prišle v poštev. Zelo me veseli, da so kolegi v komisiji zelo tvorni za sodelovanje, mislim, da smo bili zelo enotni. Regijskega parka je bil zelo zanimiv, mislim, da smo kar dosti od njih potegnili in kar je mene fasciniralo, in jaz sem takoj to tam vprašal, zdaj, vi ste šli sami v to zadevo, v ustanavljanje tega parka, kakšne so pravila in omejitve za prebivalce in smo dali potem takoj na neko javno razpravo z deležniki in stalno bili v neki komunikaciji na našo občino, super, če bi šli mi enkrat v ustanovitev krajinskega parka, se pravi, pišemo pravila delovanja in pa ravnanja, obnašanja na tem našem morda potencialnem krajinskem parku sami. Tako da tukaj mislim, da je to prednost tudi za prebivalce in za vse deležnike na tem območju, ker mislim, da bodo lažje sprejeli, če bomo šli v eno tako zgodbo, da sami določamo pravila ravnanja in da bodo oni so vključeni pri tem postopku. Kaj so tiste pomanjkljivosti, ki jih morda oni kot prebivalci ali pa ključni upravljalci, lastniki tega območja vidijo in mogoče kaj je za njih prehuda zamejitev, omejitev. Tako da jaz mislim, če bi šli v ustanavljanje krajinskega parka kot občina, bi te zadeve zelo lepo speljale. Seveda mora biti pa zato popolna politična, kako ne rečem, soglasnost, ker vemo, vsi dobro poznamo prebivalce in deležnike, da je pred njih treba pristopiti enotno, ne z nekimi različnimi mnenji, ker hitro imajo slabe izkušnje z državo, sploh kmetje gor na Veliki planini in pa tudi iz preteklih let, ne bo zdaj v tej mislil iz postopkov denacionalizacije in so hitro zelo nezaupljivi, tako da za kakršnokoli, bom rekel, zavarovanje Velike planine je potrebna, politična enotnost najprej. In tudi jaz sem to na komisiji povedal, da se mi zdi prav, da gremo na sejo, da
soočimo različna mnenja, kaj in kako kdo misli. Zdaj jaz zaenkrat še nisem predlagal nobenega sklepa, zdaj se mi nekaj poraja v glavi, da bi mogoče malo bolj točno določili, kaj in kako naprej, ne, da se ne bi samo seznanilo, ampak bom počakal na razpravo, pa bom potem proceduralno. Tako da upam, da se boste aktivno vključili, prosim, pripravljeni smo na vprašanje in jaz mislim, da, kot sem rekel, oblika nekega krajinskega parka, zdaj tle je tudi Barbara bolj strokovno podkovana o teh možnostih parka, pravilih delovanja in tako naprej. Mislim, da bi bili za našo Veliko planino in pa območje Kamniške Bistrice smiselni v prihodnost, če želimo, da bodo moji, vaši otroci, vnuki, pravnuki to še kdaj videli tako, kot je, ne. Ker žal sem zdaj en dan spet prejel klice ene pastirice, ki je rekla, veš kva, Žan, jaz ne bom več pasva, ne. Sem rekel, no, fajn. To pa tudi vodi v to, ne, če ne bo pastirjev, če ne bo teh avtohtonih prebivalcev, verjemite, da tudi ne bo obiskovalcev in bo tudi kakšen evro v občinski proračun posledično manj, ne. To je potem kot domino efekt. So pa vsi, tako kmetje kot pastirji, kot deležniki, drugi na tem območju siti, bom rekel, tega navala in te gužve, predvsem pa niti ne tega navala, ampak kaosa, ki ga gužva in ta naval prinese, in predvsem odpadkov in skratka neurejenih razmer in vse prosto po Prešernu. Tako da mislim, da je prav, da kot občina pristopimo k neki sistemski rešitvi krajinskega parka. Okay. Upam, da se boste aktivno vključili v razpravo. Hvala za enkrat. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala še enkrat za besedo. Mislim, da je bila prava odločitev, da smo obravnavali problematiko ustanavljanja regijskega parka na seji občinskega sveta, da smo imenovali komisijo in da je komisija zdaj opravila neko delo, ne. Videli smo, da pač zaradi ostalih občin ni smiselno riniti z glavo skozi zid v ustanavljanje regijskega parka. Kot je pa komisija odločila, bi bilo pa mogoče res smiselno iti v ustanavljanje krajinskega parka oziroma kakšne podobne oblike. Jaz predlagam, no, da na koncu sprejmemo en sklep, da se ne bomo samo seznanili s tem, ampak da vseeno nekaj odločimo. Da sprejmemo nek sklep, s katerim bomo naložili komisiji, da nadaljuje s svojim delom, da opravi razgovore z deležniki na območju Kamniško-Savinjskih Alp v naši občini in da preveri, bom rekel, potipa teren, koliko so ostali deležniki pripravljeni sploh na to, da bi šli v neko obliko, s katero bi zaščitili to našo, ne samo dolino Kamniške Bistrice, ampak tudi Veliko planino in pa celotno območje Kamniško-Savinjskih Alp. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Do neke mere bi se pridružil predhodniku, da bi se opravila, oziroma da bi komisija v sklopu svojega dela opravila neko širšo debato z vsemi deležniki, ali si tega sploh želijo, in pa predvsem, kar bi tudi mene potem v bodoče, pa mislim, da tudi se ostalo javnost zanimalo, kakšne konkretne omejitve nam ustanovitev parka prinese, oziroma na drugi strani, kakšne konkretne prednosti nam prinese. Zdaj izpostavljanje bilo problematika prevelikega ali pa masovnega turizma. Zdaj, kaj se meni poraja tukaj vprašanje je, kakšen vzvod bi z ustanovitvijo parka pridobili, da bi lahko te turiste bodisi omejili ali pa jih nekako v nekem smislu nadzirali, se pravi, da bi nam ustanovitev parka prinesla korist pri
omejevanju množičnega turizma. No. Nekako v tej smeri bi videl nadaljne delo komisije. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz zagotovo se strinjam, fino je, da imamo komisijo, ki se je lotila tega, da preveri stvari, da gre pogledat primere dobre ali slabe prakse. In je pa absolutno se strinjam s kolegom Žanom, da je treba stvari poenotiti. Se pravi, poenoteni zagotovo ne bomo nikoli, ker imamo različne poglede na območje Velike planine, na območje Kamniške Bistrice, eni bolj z vidika narave, eni bolj z vidika biznisa. In tukaj bomo težko poenoteni, ampak treba je pa najti večino za ali red ali nered, to, kar imamo zdaj, kar se tudi že ugotovilo. In po mojem mnenju bo predolgo trajalo, če bomo samo iskali pot do krajinskega parka, ker sam krajinski park ne bo rešitev. In moramo vzporedno peljati stvari, konkretizirati zadeve. Jasno izraziti stališča. En tak pavšalen primer. Džakuziji na Veliki planini, da ali ne? A je komisija se o tem že pogovarjala? Ste že sprejeli mnenje, preverili? Že znotraj komisije? Kdo je za džakuzi, kdo je proti? In tako naprej. Take stvari je treba predebatirati in to vzporedno peljati. Predvsem pa moramo biti konkretni. Tako, kot sem že prej pohvalil, me veseli, da po vseh debatah je končno se konkretiziralo, da pridobivamo podatke o greznicah, pa ne greznicah na Veliki planini. In to je tisto, kar bo na koncu nam nekaj prinesel. Krajinski park, da ali ne, splošno mnenje bo negativno tistih deležnikov, če zadeve ne bojo dobro predstavljene. Absolutno se strinjam, da moramo v svoji občini prvo poskrbeti, ampak imamo pa kar nekaj dela še do takrat tudi z drugimi stvarmi. Tako da to z moje strani zaenkrat. Hvala. Hvala, besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa, župan. Dvakrat sem se že javil, pa naj se vseeno opravičim, da nimam kamere prižgane, sem v tujini, pa imam malo slabšo povezavo. Glede enega se zagotovo lahko strinjamo. Verjamem, tako kot je predhodnik moj, gospod Uršič, rekel, da imamo različne poglede, popolnoma se strinjam z njim, ampak različne poglede moramo imeti v načinu izvedbe oziroma pot je lahko drugačna, medtem ko mora biti cilj isti, vsem enak in pa nekako rezultirati skupni imenovalec vseh političnih opcij. Zdaj, jaz mislim, da nek konsens vlada, to ga zelo nekako enostavno izpostavimo lahko na način, da če se vprašamo, ali smo s trenutnim stanjem na Veliki planini zadovoljni, sem prepričan, ali pa sem malo lahko umen, da bo vsakdo v občinskem svetu v tej sestavi rekel, da ne. Torej, konsens v tem je že vzpostavljen. Ena druga stvar, kar me skrbi, mislim, da je bilo v tej razpravi že izpostavljeno, s čim bodo deležniki na Veliki planini zadovoljni. Zdaj, veste, na neki točki bomo mogli pa mi tudi ta cilj začrtati pa povedati, kaj je strategija razvoja občine. Jaz sem, ko sem zvedel, da je šla komisija za primer iz Cerkniški del, čisto po naključju poznam neki ljudi tam in sem se malo pozanimal. Občina je vsekakor na prvo mesto dala komunikacijo, to, kar je Barbara uvodoma že izpostavila, ampak na eni točki, veste, so pa začrtali tisti cilj, ki pa mora biti uresničen. Ne na, bom zdaj rekel metaforično, na primer buldožerja oziroma valarja za vsako ceno, ampak zdaj, če bomo probali pa vsakemu deležniku na Veliki planini ugoditi, se bojim, da bo stanje samo slabše, ker se bo vselej nekdo najdel, ki mu neke zadeve ne odgovarjajo. Jaz sem zagovornik in narave in biznisa in to do prakse v svetu dokazujejo, to ne nazadnje prakse v Sloveniji tudi dokazujejo. To samo po sebi
ne sme biti kontradiktorno. Lahko je biznis, oziroma lahko gre, mora biti biznis v roki z naravo. In prvi korak k temu je krajinski park. Že uvodoma sem rekel pred meseci, ko je bila prvič debata o tem, da imam sam najmanjšo težavo s tem, v kakšno obliko klasifikacije zaščite bomo šli tega območja, ali je to regijski ali krajinski park, je skoraj da z mojega stališča čisto vseeno, seveda, če pa možno pri tem s krajinskim parkom prej nekaj dosežeti in pa pristopiti, kot je sam Žan lepo uvodoma rekel, da smo skoraj da že pozni in če kdaj, da moramo zdaj reagirati. Ja, morda je ne pravi čas, tik pred volitvami, ziher bo kdo jezen. Po drugi strani je pa to nek jasen znak, kaj si želimo z Veliko planino. Tako da pod črto konsenz sem prepričan, da nekako že imamo. Sam bi poudaril tisto, kar je Barbara zelo lepo izpostavila. Torej brez prave komunikacije, brez rednega obveščanja in pa brez zadostnega vključevanja, torej participacije vseh deležnikov. Ena izmed variant je, vem, da iz tujih praks tudi to, da deležniki sami oblikujejo neke ukrepe in rešitve. Pri tem, recimo lep primer pred časom je bila celostna prometna strategija, kjer so v večjih korakih lahko različni deležniki sodelovali. In če mene vprašate, je to en lep dokument za super izhodišče. Kaj bo sam krajinski park prinesel območju? Glejte, če ne bomo imeli večjega cilja, zagotovo nič več kot to, da ga bomo poimenovali s krajinskim parkom. Bo pa to zagotovo jasen signal, kaj si želimo z Veliko planino pač početi. Jaz že preden je bilo govora o tem, kjerkoli, že danes, morda ne v tisti točki, kjer bi bila ta klasifikacija butičnega ali množičnega najbolj primerna, pa vse ne šlo za pitno vodo, sem zagovornik tega butičnega turizma, namreč poznam veliko pozitivnih praks, kjer se to da doseči, tudi v Sloveniji. To ne premore, ponavljam, to ne premore samo tujina, premorejo tudi različni biseri po Sloveniji. Tako da, gledajte, tudi ne nazadnje je tako, če nekega konsenza z ostalimi občinami na območju Kamniško-Savinjskih Alp se v tem trenutku ne najde konsenza, pa mislim, da je čas za nek odločnejši korak. Verjemite mi, čez čas, ko bo spoznanje, da je narava edina in da ni alternative, bodo pristopili tudi ostali. Tako da pod črto, komunikacija, jasen cilj in ne odstopanje za vsako ceno, vključevanje in pa če bo treba tudi sam. Hvala. Hvala, Edis. Zdaj, preden gremo naprej, bi dal besedo poročevalcu, torej Žanu. Mene ste spustili, gospod župan? Se opravičujem, Karla, izvolite. Jaz bi vas tukaj res se moram oglasiti. Me veseli, da se je stvar premaknila, hvala Bogu, ker tukaj recimo in Žan in komisija in gospa Barbara, čestitke. Jaz sem bila že tudi v tej Cerknici, v občini Cerknici kar nekajkrat in tam so igrana ekipa, seveda so vam pa verjetno povedali, da ni bilo lahko, da je bilo veliko težav. Vendar skupnimi z roko v roki, z vsemi deležniki, skupno komunikacijo, ampak ne samo enkrat ali pa dvakrat, pa zelo na redko, ampak treba je pristopiti k zadevi resno, večkrat in še večkrat pogovor potem rodi tudi velike sadove. Jaz absolutno se strinjam s tem, da bi morali sami v akcijo kot občina Kamnik, kajti tukaj si lahko vsi deležniki nekako postavijo skupaj pravila delovanja, ukrepe, sami določajo tudi rešitve in seveda s združitvijo vseh deležnikov, ki jih bo vodila komisija, ki je ustanovljena, možno pa je še veliko več pomoči, mislim, da ga ni v občinskem svetu, da temu ne bi pristopil in pomagal. Lahko z roko v roki rešimo to našo, bom rekla, čisto okolje za naše zanamce in seveda pripomoremo s tem višjim nivojem turizma
ki je na Veliki planini, kajti vsakdor gre na Veliko planino, ve, da ni prišel v hotelu Portorož, ampak da je pač prišel na Veliko planino. In če se je prišel nadihati svežega zraka, ki ima vonj po kravah in po gnoju in tako naprej, in po dobrem mleku, siru in tako dalje, jaz mislim, da je skrajni čas, da temu pristopimo vsi zares in to takoj. Bi pa predlagala, da res oblikujemo skupni sklep, da se k temu pristopi takoj in da ne čakamo spet 1 mesec, 2, 3, 4, 5. Hvala. Hvala. Besedo dajem Žanu Potočniku, poročevalcu. Izvolite. Hvala za besedo, župan. Ja, me veseli za konstruktivne razprave in vaša vprašanja, mnenja. To nam še kako pride prav. Tako da bi želel prvem odgovoriti gospodu Matiji, in sicer v bistvu ne gre se v prvi vrsti za omejevanje obiska ali karkoli za omejevanje turizma. Tudi jaz sem za turizem in biznis, ampak z roko v roki. Gre se, glavni problem, ki mislim, da bi ga mogla ta komisija ali pa da bi skupaj mogli ga rešiti, so pravila obnašanja in delovanja na Veliki planini. In tudi Sandi večkrat omeni občinsko redarstvo, da je kadrovsko podhranjeno, in tudi jaz se temu pridružujem, ker tudi občinsko redarstvo, bom rekel, bi lahko večkrat prišlo na Veliko planino, pa bi upravljali kakšne nadzore in izdalo kakšne sankcije, pa tega ni. In skratka, kar se tiče, nekateri imajo tudi stalna prebivališča na Veliki planini in potem mislim, da je celo ena luknja v zakonu oziroma v pravilniku, da lahko potem dostopajo do kod z avtomobilom in imajo nekateri stalno avtomobile gor parkirane. Skratka, pravila delovanja in obnašanja park bi bolj, bi rekel, postavil neke regulative, omejitve turistov in pa teh deležnikov, rekel, turističnega dela naselja, kaj in kako se obnašati in seveda sankcije za to, ker lahko mi leporečimo in napišemo marsikaj, ampak če ne bo sankcij in če ne bo ljudi in oseb, ki bodo to preverjali in ustrezno sankcionirali, potem je, dragi moji, vse brez veze. Mi imamo gor hišice za smeti publikusove, so vsako leto polne, nabasane, noter žvargoli, miši, oprostite na izrazu, svinjarije, potem pride govedo, to napade in se to po celi planini razvleče. Skratka, to je problematika, v katero bo treba zagristi, in tukaj mislim, da park je ena taka, rekel, formalna ureditev, ko že če slišiš besedo park, ti je jasno, da to ni nekaj prosto, da to ni kar nekaj brez veze in da je s tem območjem treba še kako previdno in varno delati. Redarje sem omenil, skratka, zdaj ja, o džakuzijih moram priznati, da še nismo razpravljali na tem našem odboru, sem pa sam mnenja, da moje osebno mnenje, dokler je v Iverju primanjkanje oziroma pomanjkanje vode in dokler niso ustrezno urejene te odpadne vode, odvažanje, potem džakuzi zaenkrat nimajo kaj gor delati, ker vemo, da določeni pač tudi v te džakuzije mečejo klor noter in potem se ta voda enkrat zamenja, odlije in potem mi to lušten dobimo v našo pitno vodo. Recimo, tako da dokler to ni urejeno, je moje osebno mnenje, da to ni za gor. Seveda, zato pa pravim, da to so, vidite, take stvari, ki je tudi Sandi izpostavil, džakuzi, ki bi morali jih imeti mi v nekem odloku, pravilniku urejene. Gor nam manjka reda, pravil obnašanja, delovanja, tega nam manjka. In jaz mislim, da Krajinski park je ena taka dobra priložnost, seveda jaz s politično enotnostjo nikoli vem, ne bomo imeli enakih pogledov, ampak mislim, da nas združuje tukaj predvsem to, da take razmere, kot so zdaj, niso okej. In da to ne pelje, mislim, ne rečem nikamor, ekološko, trajnostno, kakorkoli. Sem za biznis z enakomernim razvojem, trajnostnim razvojem, tako da ne sme biti pa, lejte, z roko v roki, eno brez drugega ne bo šlo, sigurno, lejte, tudi če zdaj bomo to pustili za naslednji mandat,
pa bo nova garnitura spet zasedala, bi ali ne bi se to toliko let zavleče, toliko let, toliko več škode, toliko slabša pitna voda, toliko več smeti, recimo, ne zdaj dramatiziram. Tako da bi tudi jaz v bistvu predlagal sklep, da v bistvu danes glasujemo o tem, ali naj stečejo postopki in ta posvetovanja z deležniki na tem območju, da potipamo kakšna so njihova stališča, seveda, ne. Tako da toliko z moje strani, upam, da sem odgovoril, če sem koga pozabil, pa lahko enkrat. Ja. Edis, mogoče se opravičujem. Glavni cilj in seveda, ne, tam so si res, kot si povedal, v Notranjskem regijskem parku zadali absolutno, cilj pa je ohranitev narave in krajine, ne, in pa predvsem teh odpadkov in pa se pravim, ustrezno sankcioniranje tistih, ki ne bodo upoštevali pravil ravnanja ali pa ki jih že ne upoštevajo, ker imamo veljaven odlok o varovanju narave na območju se ga ne spoštuje, niti se kaj dosti ustrezno ne ste, jaz dobro vem, kako to stvari gor potekajo. Konec tedna ali pa naprazdejo policaji na konjih, avti se zapeljejo v kakšne jame, ruše, kakšno skrito garažo in je stvar rešena, ne, ampak to ni naš namen, ne. Tako da predvsem glavni cilj je ohranitev narave in krajine in razmer in pa sankcioniranje nepravilnih. Po moje strani zaenkrat. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Matija Siter Močnik. Besedo še enkrat. Da me mogoče ne bo kolega Potočnik razumel, ni bilo to nič kaj preveč negativno ali pa tako mišljeno, da smo proti turizmu, pa to, ampak zgolj v smislu, da se pretehtajo te neki, kakšen je benefit ustanovitve napram težavam, ki jih ustanovitev prinese. Zdaj, banalno, da ne bomo imeli regijskega parka z namenom zaščite narave in planšavskega naselja, na koncu bomo pa tem pravili, ne vem kakšne, ali pa bo to prineslo ne vem kakšne omejitve, ne, pri vsakodnevnih vplivih, po drugi strani pa nekega hudega vpliva na turiste ne bomo imeli, ne. Zdaj, tako je mogoče Edis tudi rekel, da ne bi na vrat na nos ustanovili nekega parka, ko bo to neka mrtva črka na papirju, bomo imeli ljudi, ki bi lahko izvajali te regulative. Da ja, kar moje razmišljanje je šlo samo v smer, da se res mogoče pretehta, kakšne pluse park prinese in pa tudi predvsem kakšne obveznosti na drugi strani samo ustanovitev parka prinese. Hvala. Dobro, zdaj predno zaključim razpravo o tem, da Žan kot vodja te komisije, da nekako skličeš oziroma dobiš skupaj nek konsens vodi svetniških skupin, samostojnih svetnikov oziroma njihovih namestnikov, da sklep, ki bo dobil podporo, pa da potem na nek način ga pisno predlagate zabavnik oziroma v chat noter napišete, da ga poenotite, pa da potem se o njih glasuje, če to je bilo strani Žavbija, Igorja, pa tudi vas predlagan. Zaključujem razpravo, torej si vzemimo 15 minut in se nekaj skoordinirati, pa ta sklep pripraviti, zdaj vodje svetniških skupin, pa Žan kot vodje komisije, da skupaj spravite ta sklep, v kateri smer ne bi šel. Torej, nadaljujemo 15 minut do 8. Predlagam, da nadaljujemo 122. sejo, torej najprej ugotavljamo sklepnost. Magister Urban Bregant. Prisoten. Natalija Berlec. Prisotna. Karmen Dragan. Prisotna. Anton Iskra. Prisoten. Alenka Jevšnik. Prisotna. Jože Korošec. Prisoten. Dr. Jernej Markelj. Prisoten. Nives Metjan. Tukaj. Duško Papež. Prisoten. Božo Pilej. Prisoten. Ančka Podbevšek. Ja. Bogdan Pogačar. Prisoten. Žan Potočnik. Prisoten in priseben. Robert Prosen. Prisoten. Dr. Janez Rifel. Prisoten.
Edi Strujevič, Prisoten. Matija Siter Močnik, Prisoten. Cvetka Slapnik, Prisotna. Anton Tone Smolkar, Franci Spruk, Prisoten. Marko Šarec, Prisoten. Mojca Škraba, Prisotna. Ivanka Učakar, Prisotna. Karla Urh, Prisotna. Aleksandar Uršič, Prisoten. Žaklina Zdravkovič, Grega Zorman, Prisoten. Igor Žavbi. Prisotnih je 28 svetnikov, tako da lahko nadaljujemo z delom in bi potem zaključil razpravo in bi glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z delom komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe in po drugo točko, da občinski svet nalaga komisiji za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, da nadaljuje s svojimi aktivnostmi in preveri zainteresiranost deležnikov na območju Kamniško-Savinjskih Alp občina Kamnik za vzpostavitev krajinskega parka. Glasujemo. Magister Roman Bergan, Natalija Derlec, Za. Karmen Dergan, Za. Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jarnik Markel, Za. Nils Mutjan, Za. Duško Papež, Za. Božo Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Zdržan tukaj. Robert Prosen, Za. Janez Rifel, Za. Edi Strujevič, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Franci Spruk, Za. Marko Šarec, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet, točka zaključena.